Lepo pozdravljeni v podcastu Zgodbe hemofilije. Moje ime je Uroš Brezavšček in to je tretji del pogovora z gospodom Alojzijem Volcem. Nazadnje sva govorila o njegovem športnem udejstvovanju in vsem, kar je v bistvu s športom invalidov dosegel. Zdaj bo pa za zaključek, pa si bova pogledala še, kako je bilo pa njegovo življenje poleg športa s hemofilijo, ne? In tukaj ima on tudi eno zelo zanimivo zgodbo, in sicer jaz vem, da ko sem jaz odraščal, sploh ni bilo več vprašanje, a vojska ja ali vojska ne? Nobeden mi nič ni poslal. Alojzij pa dejansko je bil na naborništvu, ne? Kaj imaš to zgodbo za povedati? Ja, dobil sem pismo, da sem na Jesenicah na občini se mogel na kaj oddelek za, pa vem, kaj je bil, ne? Ja. Se zglasiti za pregled za vojaščino, ne, kam te bojo dali, v katero enoto. Jaz pridem dol, tam, ko vsi ta drugi. Ne. Na srečo je bil tle tudi en zdravnik v tej komisiji, ne. In hemofilija, če mi ni bilo jasno, kaj je hemofilija. Jaz sem povedal, da pač, če se urežem, da lahko izkrvavim, ne, zato nisem hotel vojsko jeti, ne. In reče, ajde, v redu, nesposoben, da zaenkrat ne, ampak nisem pa še dobil knjižice. In potem, čez par mesecev, jaz dobim pošto, da moram iti na Mladiko v Ljubljano na pregled. Ja. Jaz pridem dol, to je tukaj, kjer je zdaj Ministrstvo za zunanje zadeve, pridem dol s tistim vabilom, no in takoj na odvzem krvi. In tam tista ženska, ki kri je mala, ki je videla hemofilija, mi ni upala kri vzeti, da bom skrvavela, se ne bo rana zaprla, fertik. Ne bom, ni vzela krvi in grem takoj, drugi so mogli čakati izvid krvi, Jaz sem šel pa direktno, pa mi ni bilo treba čakati, sem šel direkt pred tist senat, ali kaj je bil, tam jih je bilo neki v uniformah, z enkapenimi zvezdicami, pa čvarki, neki pa v teh belih haljah. Ja. Jaz tam me sprašujejo, kaj, kako. Jaz sem rekel, hemofilija, kakšne težave imam, sem povedal. No, pa je tam en doktor, predvidevam, da je bil doktor, ki je bil v belih halji, srbo-hrvaško govoril in razloži, da je to opasno poživati, če zakrvarim. Ja. No, in so rekli, da pač ne, da nisem sposoben za vojsko. Ja. Jaz ostanem, grem proti vratom, pa se oglasi en oficir, prav, pa doktore, pa mogel bi on voziti neki džip in evo ti ga na. En let sem hodil dol na tisto Kurčevo Mladiko, da sem dobil, potrdil v knjižico štempelj, da sem nesposoben za vojsko. Ampak krvi mi pa niso upali vzeti, Džip bi pa lahko vozil. Ja. Ja. No in potem, ko sem se pa zaposlil, Ja. Prvo sem delal tam v Iskri na Blejski Dobravi, na telefoniji, delali smo telefonske centrale, no in sem bil v kontroli, delo lahko, edino, kar sem delal, je bilo tako, če nisem cajtingov s sabo prinesel na šiht, mi je bilo dolg čas, ker nisem kaj delati, tam nas je bilo 16, smo bili, to je bila optično-tehnična kontrola, OTK. Okay. In sem v svojo štempilko in tam so delali te telefonske centrale, so vse naredili, eden je to vse preveril, če je vse lepo povezan, da ni kaj narobe, če ni bilo treba popraviti. No in moje delo je bilo, da sem takrat vstal v stola, namočil tole, kaj je, štampilko, pa na telefonsko centralo dal svojo štempilko, OTK 217 samo, zato, če so bile reklamacije, da se je vedel, kdo je to skozi pustil. In to je bil moj del, pa sem pa spet 3 ure v luft gledal, dokler je bila naslednja centrala fertik. In to je pa tudi zgodba zase.
Jaz že 3 mesece delam v službi tam v kontroli na Blejski Dobravi, kar se spomnijo, da nimam zdravniškega pregleda narejenega. In me pošljejo, ko je ta medicina dela na Jesenice. Ja. No, in tam je en doktor Branimir Čeh, pred zdravstvenim domom na Jesenicah je zdaj njegov doprsni kip. Aha. Pridem na pregled, mi spet niso upali vzeti krvi, direkt do njega, se usedem, je rekel, a hemofilik ste? Sem rekel, ja. A vi bi rad delal? Sem rekel, ne, jaz že delam. V Iskri na Blejski Dobravi je, ko pa delate? Sem rekel, ja, v kontroli sem. Je rekel, veste, ko vam povem. Pojdite domov, pa smrt čakite. Ma ja. Ja, to je to. No in poj, sem rekel, noč nam še domov, če delam. Ja. No in poj je le nekako tisto štampilko mi dal, prej so mi sluh, vid, pa vse te pizdarje tam pogledali. No in poj, jaz grem, sva mi dva zaključila, no in jaz delam, no pa se je pa postavil, sem rekel, jebemo mast, jaz nam zdaj s tem avtobusom se vozil gor pa dol, bi šel izpit delati za avto. Ja. Zopet pride medicina dela, ne dobim potrdila, nisem zdravniško sposoben, da grem izpit delati, ne morem ga delati. Sem rekel, pismo, kva bom. No in takrat je pa Zveza paraplegikov prek Soče za svoje te člane, so kupili eno katro, pa so jo predelali, da so bile ročne komande, in je bil spet isti postopek. Tvoj doktor ti je dal napotnico za Sočo, ti si bil na Soč sprejet, tam si pa izpit delal. In jaz sem bil spet en mesec turist na Soči, no in tam je bil pa en doktor Turk, ki je bil tak, v redu človek. In sem rekel, doktor Turk, dajte vi meni povedati, da jaz vhatlele izpit delal. Sem rekel, na Jesenicah mi ne dajo zdravniškega spričevala, da grem delati. Je rekel, ni problema, kar od svojega doktorja prines, spet je ta varianta, ker so služili. In prinesem napotnico, mu sem pa svojega zdravnika iskrškega, sem mu pa takega, da mu vsaka čast. Takrat sem ti imel lahko en mesec izredno plačenega dopusta, po zakonu. Jaz, ki sem tako po turnirjih pa po tekmovanjih okoli hodil, sem ta mesec hitro porabil, in on je meni tudi za svetovne igre invalidov v Los Angelesu mi je dal bolniško. Kartoteko napisal, imam v kartoteki napisan, da sem se udeležil in da sem bil na bolniški. In on je meni bolniško dal, kadar za vsak, je rekel, kam greš, ki sem se na vratih pojavil. Kam greš, jaz sem rekel, doktor, spet me zmanjkali izredno plačem. Je rekel, ni problema, koliko dni, pa mi je napisal. Ali pa takole, ki sem bil, ki je bil takrat na Jesenicah krioprecipitata, pa ki sem bil krvavitve. Jaz sem šel na konc meseca z listkam, kjer dan pa koliko dni imam bolniške v tem mesecu. Da sem mu listek dal, pa je to napisal, pa sem šel. Tako da je bil legenda, takih ne delajo več. Pa tega doktor Turka tudi ne. No in je rekel, ni problema, prnesa, meni Grošelj napiše moj doktor. Sem rekel, grem izpit delati. Tu je rekel, pametno, ajde, gremo. En mesec na Soči, turist, tiste 2 ure, prvo smo ogulili tisto teorijo, pa smo pa od AMD Moste je bil pa en inštruktor, ki je hodil tja na Sočo, pa z nami vozil, pa komisija iz AMD Moste si izpit delal, jaz naredim izpit, pridem na upravno enoto, mi dajo izpit, ampak je pisal, vozi prirejeno vozilo. Jaz prirejenega vozila nisem nikoli vozil. Ampak mi je bilo fajn, ker sem poj lahko avto kupil brez davka pa carine. Pravzaprav takrat samo brez davka. So bili ti jugoti pa stojenke. In jaz tam v Iskr delam, denar sem mu, avto pa nisem mogel kupiti.
Pa je pa prišel en oficir, ne vem, z Beograda, v glavnem, tukaj gor je mu cel zvezdni nebo, je prišel, kako delamo te oddajnike za te poljske telefone, 16 kHz pa sprejemnike. Pa je bil 5 dni na Bledu, za 1 uro je prišel k nam, pa je bil pa svojega šoferja, mu ga je vozil. No, pa on reče, če se da kakšen kofe dobiti, sem rekel, ni problema. Kakšnega pa? Ja. Praženega ali zelenega? Ne, zelenega. No, in sem mu naslednji dan 5 kil kofeta prinesel. Koliko je? Jaz sem rekel, nič ni, ne v redu, se ga bova srala. No, pa ta zadnji dan, ki je šel, je rekel, če mu še 5 kil. Sem rekel, može. Pa mu prinesem, no, takrat mi, ne vem, nekaj denarja dal. Nisem se mogel braniti, čeprav nisem hotel. Ja. No, in pa, ko sem jaz izpit naredil, avto kupiti, pezdarija, ne može. No, in ta je listek napisal, tam je bil v štabu v Beogradu, telefonsko ime pa priimek, Hatumič se je pisal, če bom kaj nucal, naj pokličem. In jaz res, sem rekel, ajde, ga pokličem. Sem rekel, ta pri telefonu, sem rekel, avto bi kupil. Sem rekel, se vidite, kako je. Ja, Kojak, sem rekel, ajde, Jugo. Koja boja, sem rekel, ni bitno, samo da ni SMB. Kad ga trebaš? In sem rekel, odmah, ako može. Sem rekel, pola imam, pol imam denarja, pol bi bil pa kredit. No, zvačute, čez 2 dni me kliče, če lahko pridem v Beograd. Sem rekel, kamot, se zmeniva za dan. Tam na peronu me je čakal šofer, me pelje tja v k njemu in plav Jugo, zglancan, ko na dvorišču. Evo je rekel, to so tvoja kola. Sem rekel, denar, tisti keš. Pa zdaj, za kredit, da uštimamo, kje, kaj, kako. Sem rekel, tle imam denar, zdaj pa kredit. Zaboravi, je rekel. Tam je bilo že vse napisan na moj ime, prometna vozniška, tablice sem v preizkušnja, v Ljubljana, Slovenija, avto je bilo vse zmenjen, ko dol pridem, da servis naredijo, registracija pa to, in se je z avtom dol pripeljem, vse uštimamo, Jugo, po moje so ga šraufali, vsak šrauf posebej. Ta Jugo ni crknil, pa da je bok. Svetlo-plave barve je bil, ni ga ni. A veš, vse pa je bil tle od zunaj, ampak spet pravam, neko malenkost narediš, tako da sem samo pol avta plačal. In tako da, sabo sem pa nesel pa res, takrat 20 kil kofeta, sem rekel, kaj kurac, sem prav potovalko kupil v Italiji, sem rekel, da je polkno na baša, kar bo šlo not. Je bilo 20 kil, sem mu prinesel, sem bil bok za njega, pa so pa pražili, pa ga srali. No, in tako, jaz izpit naredim, hodim v službo, pa je bilo pa, enkrat me policaj ustavil in pizdarija vozi prirejeno vozilo. Dober je bil tak, da me ni spraševal, kje je, kaj je, če šel pogledat, ne bi nič videl. Pa sem pa jaz začel pismo malo razmišljati, ampak to je bilo pa že, ki je bila Slovenija, že po 91. Sem rekel, pa takole, jaz sem pa 20 000 kilometrov naredil brez izpita. Preden sem šel izpit delati. In ga pečka 125, ga sem se jagal okoli, ampak so me pa policaji dobili, sem mogel izpit delati. Mi je rekel, ajde, ne bom bene kazni, ništa, samo ajde izpit delati. Takrat se je dal še vse zmeniti. No in pa je bila Slovenija, sem začel razmišljati pismo, zdaj me bo policaj tam nek ustavil, pa veš, kako greš na Hrvaško, pa na Mejte Mongavijo, pa sem rekel, grem jaz na Sočo, takrat je bil pa profesor Marinčak,
Rekel profesor Marinček, jaz ne bom več vozil prirejeno vozilo. Rekel, ni problema. Greva dol v testiranco, tam so imeli, veš, sklopko, narejeno bremzo, ne, in s pritiskal. In koliko si pritisnil, ti je zmerila. Zdaj, če si šel čez tisto, ni bilo problema. In mi da potrdilo, da ne vozim prirejeno vozilo, da je normalno vozilo. Ne. In jaz na Jesenice, na te notranje zadeve za nov voznišk, ki so mi ga pa niso hoteli dati. Ne. Je kako, če piše, sem rekel, gledajte, tle imam jaz Soče potrdil, najvišja inštanca v Republiki Sloveniji je ugotovila na pregledu, na testiranju, da ne vozim prilagojeno vozilo, da je navadno vozilo. Nov vozniški mi dajte. Takrat sem ga mogel pa na 3 leta, sem ga mogel podaljšvati, nekaj prirejeno vozilo. Ja, in ona zapne, no pa sem pa jaz, sem bil tudi spet v dobrih odnosih s profesor Marinčkom, sem rekel, jaz lahko profesor Marinčka pokličem. Ja, kamot, ampak to je bilo tudi na medicini dela, ona je mogla mi dati za upravno enoto, da sem šel dvigniti. Jaz ga pokličem, sem rekel, profesor Marinček, v Jesenicah mi ne upoštevajo tega, sem rekel, vam dam doktorco. No, in je povedal, in pa je ženska napisala, da sem šel iskati nov voznišk. Evo, in to naročeno, čez 14 dni mene vstal policaj, kontrola prometa, in sem rekel, evo, pihati sem mogel, ni bilo nič, mislim, ni bilo čez, bilo je nekaj, ni bilo pa čez. Sem rekel, prvo pomoč, vse sem mu mogel kazati, in če mu takrat vozi prirejeno vozilo, bi najebal. Sem ta prav cajt kidil. No, in potem sem jaz tam delal do 86, sem bil v Istri na Blejski Dobravi, pa sem pa rekel, nič bi malo zamenjal, in je imel v Kranjsgor hotel, Avtokomercijem v svoj hotel. In tam sem poznal direktorja, rekel, če rab kaj, za v recepcijo, je rekel, ni problema, enega iščemo, sem rekel, evo, jaz bi zamenjal, je rekel, prav, in tam je bilo tako, novembra pa aprila si bil frej, ker si prej, toliko ur nabral, da si bil tiste 3 tedne poj frej, ki je bil hotel zaprt. No, in jaz sem glih marca zamenjal službo, tam v Avtokomercu, sem rekel, pismo, zdaj pa 3 tedne doma, je rekel, ti se nič ne sekeri, bo že poj v sezoni te ure not dobil, vsi jih boš ti tudi. No, sem rekel, ajde v redu, no, in sem bil delal fajn dopoldne, popoldne, po noč, z nočne en teden frej, kar je bilo meni super, a veš, pa kolektiv je bil tudi fajn, 3 deklice, pravzaprav jaz pa še 2 deklice, pa so te deklice začele počasi rojevati, pa so se upuntale, da po noč ne bojo delale, da bojo samo čez dan, familija in tako naprej. In jaz, te vemo Boga, kar naenkrat edini, ki sem pa po noč delal. Pa smo bili pa tako zmenjeni, da če sem jaz kakšno krvavitev imel, da sem šel po krioprecipitatu v bolnico na Jesenice, sem poklical policaje, pa je policaj prišel, pa je ta cajt bil tam, pravzaprav do jutra, kjer sem šel kar direkt domov, nisem nazaj hodil. No, in enkrat, sem rekel, dost imam jaz tega, ženske bojo tle do penziona, jaz bom pa tudi skozi nočne klepal, pa tako mi je bilo. Sem domov prišel, nisem bil nič zaspan, zvečer ob 9, ki je bilo 10, ki je bilo treba jeti, ob 8 naprej sem pa jaz kar kinkal, sem pa kar spal. In sem rekel, zdaj bom jaz tole malo na 4 ure šel. In takrat sem šel do profesor Srakarja na
na pregled na polikliniko, sem rekel, tako pa tako je, a ne, sem rekel, skozi po noč delam, jaz bi na 4 ure bi šel, a ne. Ja, je rekel, kva pa je, jaz sem rekel, če mi priporočilo napišete, a ne. Kot ortoped, ja prav, kva pa je, jaz sem rekel, križ me boli, a ne, razen teh sklepov, a ne, sem rekel, me križ boli, jaz 1 uro sedim, me križ boli, ja prav, kva pa narediš poj? Sem rekel, ja nič, malo vstanem, pa sem vedel, če me ni bolj, a ne, kva mi paše. Jaz sem rekel, pa tablete proti bolečinami. Sem rekel, pa je spet za pol ure dobro. No, je rekel, kva pa najbolj paše, če ne jemlješ tableta, ne. Ja, sem rekel, no, je rekel, da ne boš govoril treparitam na komisiji, ne. Bom jaz povedal, reč, da se na hrbtu ležeš in noge daš na steno gora, ne. Pokrčeš, pa jih daš na steno in sprostiš ta ledveni del in te neha boleti. Je rekel, to jim povej, da ne boš kakve bedarije tam govoril, ne. Je napisal tole priporočilo na 4 straneh, ne. Pa sem pa rekel, da jaz ne grem na invalidsko komisijo kar takole najdno vrat. Sem prišel zvečer na šiht ob 10, pa glih fajn je dež padal, pridem noter, so bile ploščice, malo je bilo mokro po tleh, ne, in sem z berglo potegnil, da se je videl, a veš, ta ris po tleh, ne, sem berglo vrgel, pa sem se na tla usedel pa zatulil. Pa se pa poletel kelneri, kva je, jaz sem rekel, padel sem, ne. Je, kva pa je, jaz sem rekel, križ me boli za popizditi, no moram, ne. Ajde sem šel na Jesenice po krioprecipitacijo, čeprav mi nič ni bilo, ampak sem mogel imeti, ne. Grem domov in pa sem bil na bolniški, ne. Več sem pa še vedno tega doktorja, ki sem ga imel pa v Iskri, ne, osebnega zdravnika. In sem bil na bolniški, no in pa mi je dal predlog za komisijo čez 1 mesec, ne. In jaz sem bil v avtokomerciju zmenjen, da bi na 4 ure dobil službo, ne, tam je bila pa ena zajebana kadrovnica, je pa na komisiji rekla, nič ne bo ratal, vam ne bo ratal, je rekla, je bila od enega oficirja, hčerka lepa k Suza, ampak neumna pa glih tako. In midva prideva not na komisijo, prav, gledajo tam, prav, kakšen del imate za 4 ure za gospoda Volca. Ja, prav, prekvalifikacija v avtoelektričarja, prekvalifikacija v avtoličarja ali pa izterjevalca dolgov za celo Jugoslavijo. Pa gleda prav, imate še kaj? Prav ne, prav, a nič druga nimate, ja prav nimamo, ne, prav piši penzija, takrat pa jaz sem rekel, no grem jaz v penzion, ne, 31 let star. Sem rekel, jaz hočem na 4 ure. Sem rekel, nema. No, in mi se tam malo pregovarjamo in pa naredijo tako, da sem bil 4 ure upokojen, 4 ure me je pa avtokomerc plačeval, dokler ne dobijo primernega delovnega mesta, ne, in bi se mogel z Rateč v Ljubljano voziti na šiht. No, in to je bilo okej. Pa pride ta fenomenalna Slovenija, ne, in se pojavi Herman Rigelnik in začne privatizirati avtokomerca. In jaz sem mu bil pač, bom rekel, strošek, ne, in me je poklical na pogovor, pravzaprav ne k njemu, ampak kadrovnici, ne, da to pa ne gre več tako naprej, ne, in da bojo dali predlog za polno upokojitev, ker nimajo delovnega mesta, no in tako se je naredil, dal mi je pa takrat, no zdaj bi bilo, 2 let sem še dobil, zdaj bi bilo 50 evrov kao nadomestilo na mesec, ne. Ampak po 2 letih je pa to se končalo, zapad. No in tako sem pa pristal v penzionu. Okay. Zanimivo. Pa sem bil pač aktiven na invalidskem področju, čistko bom rekel,
pri Društvu hemofilikov Slovenije sem se neparkrat ponudil, da bi kaj lahko delal, ampak očitno je tam bil in je še vedno zaprt krog. So samo nekateri, očitno sem bil preveč, direkten, neparkrat Jožetu Faganelu tudi povedal stvari, s katerimi se jaz ne strinjam, pa kar društvo ne dela prav. Tam ni bilo posluha, skratka, nisem bil nikoli uslišan, tako da sem pa na invalidski sferi začel to stvar, da sem nekaj dobil, predvsem ta zveza za šport in tako naprej, da sem se udejstvoval, zdaj sem pa tudi letos sem kandidiral za član sveta FIHO ponovno, ampak nisem bil izbran, bilo je nas 17 kandidatov, 8 je bilo izbranih, tako da zdaj sem pa v leru. Zanimiv pogovor z Alojzjem se počasi bliža koncu, a ker imava še nekaj tem za obdelati, vas vabiva, da se nama pridružite še v zadnjem 4. delu podcasta. Se slišimo.